Pozdravljeni. Marsikoga verjetno zanima, kaj se bo spremenilo med sezono 2025 in 2026 na bolidih, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu Formule 1. Kot ponavadi sledi hitri pregled v naslednjih minutah. Smo na začetku poletnega premora v sezoni 2025. Ampak nas, navdušence, zanima tudi, kakšni bodo novi bolidi, ki bodo luč sveta ugledali na koncu letošnjega in v začetku prihodnjega koledarskega leta, ker jih bomo videli prvič, ko bodo v marcu nastopili na veliki nagradi Avstralije, prvi, ki bo na koledarju prihodnje sezone svetovnega prvenstva. In seveda videli smo tiste simulacije, tiste renderje, ki nam jih je pokazala FIA. In tu je treba poudariti, da tudi pred začetkom sezone 2022 smo bili deležni takšnih in drugačnih fotografij, ki pa se niso izkazale za merodajne. Zato pustimo za enkrat izgled in poglejmo si, kaj se bo zgodilo generalno gledano v nekem hitrem pregledu. In začeli bomo z pogonskimi sklopi, ki bodo po eni strani poenostavljeni, ampak po drugi strani, vsaj po mojem videnju, bistveno bolj kompleksni, čeprav nam tega nihče ni razložil. Kot dobro veste, v prihodnji sezoni ne bomo več imeli elementa MGU-H, torej motorja in generatorja, ki bo nameščen med turbino in samim kompresorjem. Kar je po svoje slabo, namreč ta element je ob določenih obratih turbine lahko neposredno napajal MGU-K in na primer na pospeševanju na dolgih ravninah pomagal pogonskemu sklopu, da ni trošil baterije, ampak o tem nekoliko kasneje. Dobro nam je znano, da v prihodnji sezoni bodo v svetovnem prvenstvu Formule 1 začeli uporabljati sintetična goriva. In to pomeni, da tisti termični del, ki ima danes od 550 do 600 kilovatov, jih bo imel v prihodnji sezoni okrog 400. Vse več ali manj na račun novega goriva. A po drugi strani električno-hibridni del, ki ima danes 120 kilovatov moči, jih bo imel v prihodnje 350. Tu se poraja moj dvom okrog energije, ki bo potrebna za ta del bolida. Namreč, če danes v enem krogu lahko bolid uskladišči 2 megadžula energije, jih bo v prihodnje 8,5. In tu verjetno je marsikdo skeptičen, ampak videli bomo, kako bodo pri konstruktorjih pogonskih sklopov rešili to zadevo. In sedaj marsikoga verjetno zanima, kdo bo tisti dobavitelj pogonskih sklopov, ki bo najboljši. Verjetno ste tudi vi zasledili govorice, kako naj bi bil Mercedes v prednosti pred konkurenco, ampak mi navdušenci nismo videli niti ene same enote. Namreč
na tem novem projektu so vsi začeli delati 1. januarja 2025. Ampak rad bi daril nekaj. Namreč po mojem videnju bo imel poglavitno prednost predvsem tisti, ki bo imel dobrega dobavitelja, kar se tiče goriv. Prav gorivo bo eden izmed ključnih elementov in kot dobro veste, vsak proizvajalec, vsak dobavitelj ima svojega hišnega proizvajalca goriv in tu z novo generacijo sintetičnega bencina bi se znalo zgoditi marsikaj. Nikjer ne piše, da na primer Mobil 1 ne bo sposoben dati na primer Red Bull Powertrain Fordu tisto nekaj več, kar potrebuje. In dajem samo primer, kajti pri tej znamki imajo ogromno izkušenj z sintetičnimi gorivi, kar smo morda spoznali že v letih Porsche Supercupa. Ampak nikjer ne piše, da Shell, Petronas ali kdo tretji ne bo sposoben narediti tisto nekaj več. No, sedaj, če pustimo pri strani pogonske sklope in si ogledamo malce šasije, bomo takoj opazili, da nova generacija bolidov bo krajša, ožja, bo imela nižjo maso, ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, ali bodo to pomanjšanje dimenzij tudi prineslo ono, kar si navdušenci želijo. Najprej je treba povedati, da bodo skrajšali medosno razdaljo iz 3600 na 3400 mm. Kar seveda je zmanjšanje, ampak zopet bi lahko dejali, da ne prav bistveno, gre za 20 cm. Kar se tiče širine, bomo videli zožanje. Masa bo iz 798 kg prišla na 768 kg. In govorimo o tisti minimalni masi, da ne bo pomot. In seveda prihranek bo tu 31 kg, kar je verjetno po mnenju marsikoga izmed nas bore malo. In seveda malce bomo videli tudi ožje pnevmatike. Naprimer, spredaj iz 305 mm bomo prišli na 275, torej 3 cm ožji, in zadaj iz 405 bomo prišli na 375. In ugotovili ste zopet 3 cm ožje pnevmatike. A glavno si je ogledati, kakšni bodo bolidi v prihodnosti od spodaj, v tistem delu, ki ga mi, navdušenci, ne vidimo prav pogosto. Ne bo več dveh Venturijevih kanalov tam na dnu in lahko bi dejali, da je konec te druge generacije bolidov s talnim efektom. Ne me napak razumeti. Delo bolida Formule 1 bo še zmeraj generiralo talni efekt, ampak bistveno manj. Vidimo lahko, da bo zadeva približno podobna tistemu, kar smo videli do sezone 2021, ampak seveda z nekaterimi spremembami. In zaradi tega, ker ne bo potrebno tesniti te razdalje med robom dna in seveda asfaltno površino, bo tudi aerodinamika na bočnih delih bolida bistveno bolj poenostavljena. In tu se sedaj poraja vprašanje, kje bodo nadomestili oprijem, seveda na prednjem in na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer bomo videli kar nekaj sprememb. Prva, ki jo marsikdaj pozabimo, je na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju v območju tistih končnih plošč, ki so danes roko na srce neučinkovite, ki služijo bolj temu, da
prebijajo nasprotniku pnevmatiko. Sedaj vidimo, da bo ta element zavihan pod in nad profilom in da bo imel tudi omožne profile na sami zunanji strani. In seveda ne smemo pozabiti na glavno novost. Namreč od sezone 2026 naprej bo tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju možno dvigniti pomožne profile. In seveda o tem bomo govorili čez nekaj trenutkov. Namreč DRS-a, kot ga poznamo danes, ne bo več. Podobna zgodba, kot smo videli na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, bo tudi na zadnjem, predvsem kar se tiče tistih končnih plošč. Če smo v letošnjih in prejšnjih sezonah opazili, da končna plošča ni zavihana čez sam profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, bo odslej spet tako kot po starem. In zakaj je to tako pomembno? Ker v bistvu pomaga učinkovitosti samega aerodinamičnega elementa. In zakaj? Ker nam je dobro znano, da profil ima območje zvišanega zračnega tlaka nad, znižanega pod, ob njem je pa tisti, recimo temu, atmosferski tlak. In seveda, ker imamo 3 območja z različnim tlakom, pride do vrtinčenja. Če imamo sedaj ploščo in ta 3 območja loči, se vrtinčenje začne za elementom in ne že na njem. In seveda jasno nam je, da je tako zadeva bolj učinkovita. Govoril sem vam, da DRS-a, kot ga poznamo danes, ne bo več. Na vsaki ravnini bodo lahko vozniki uporabljali ta sistem tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, brez da bi imeli koga pred seboj, in seveda ne bo služil več kot pomoč pri prehitevanju. Namreč služil bo temu, da bo imel bolid manjši zračni upor in zato bo porabil manj energije, da bo dosegel isto toliko zaželjeno končno hitrost. Sedaj se malce vračamo k onemu prvemu delu, ko sem povedal, da bodo imeli pogonski sklopi določene težave. Skušajo jim pomagati tako na aerodinamični strani, da jim znižajo potrebo po določenem številu kilovatov oziroma konjskih moči. In seveda, omenil sem, ne bo več DRS-a, ampak bomo poznali položaj X in položaj Z. Seveda po tistih oseh, kjer imamo položaj X, ko bodo profili spuščeni navzdol, in položaj Z, ko bodo dvignjeni navzgor. In to seveda sledi koordinatnemu sistemu, kar je pa vsakemu izmed nas jasno. A verjetno marsikomu ni jasno, kako se bodo pa potem prehitevali, če ne bo te pomoči, ki jo daje sistem DRS. Uporabljali bodo električno hibridni del, kjer bodo imeli možnost dodatka polovice megadžula pri prehitevanju. In seveda ta pomoč, ki bo sprožena z gumbom, bo prišla še kako prav. Seveda v primeru, da bo imel voznik zadaj dovolj energije v bateriji, kar nam zopet sproži določene dvome glede polnjenja seveda tega pomembnega elementa. Videli smo, da v prihajajoči sezoni 2026 bomo imeli kar nekaj novosti. Seveda ni še prezgodaj, da bi lahko dejali, bo zadeva uspešna ali pa ne. Sam imam že kar nekaj časa določene dvome, predvsem glede pogonskih sklopov in vseh kompromisov,
ki so jih sklenili prav zato, da bi jim pomagali. Ampak verjamem, da bodo pri določenih proizvajalcih večino teh težav rešili. Čeprav smo videli, da pri FI že nekako obračajo smer, kajti verjetno so ugotovili, da so zahteve bile malce preveč optimistično postavljene in da mogoče bomo videli določene težave. Ampak pustimo se presenetiti danes za ta hitri pregled, kaj bo novega v naslednji sezoni, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.